Ja, lahko gledava takole v prazno, pa čakava. Kdaj se pa to pol začne? Ja, ko bova videla, da to, ko se prvi prijavijo, to pomeni, da je prišlo do prvih ljudi, a ne? A je to zdaj? Dej zvok ugasem, tle. Skratka, ura je 5, drugi dan maratona. A sem jaz bila prijaznosti. pridna ta prvi dan? No, ne me zašpecati. Ne me zašpecati, ker če nam jaz tebe tudi. Ne, jaz sem bila zelo pridna, enkrat me je malo zanesel. Enkrat me je mogel Albert spomniti, lej, na maratonu prijaznosti sva. Ampak drugače sem se takoj preklopila, ker si me spomnil. Kaj pa jaz? Ti pa se kar dobro držiš. Jaz- Sam je pa jaz je sem pa šel res, je doma, pa pa res, da mene je še šel ni bilo v doma. Gvajno. Sem bil prijazno odsoten. Tako da to res to velja. Ampak sem imel telefon s sabo. No, vidiš, jaz te pa nisem klicala. No, vidiš, ja. Super, evo, se že nabirate, dober dan, dobrodošli. Jaz upam, da vam je šla naloga od včeraj dobro. A si jo ti naredil? Ker jaz sem jo že naredila tle, ker smo delali. Moja zgodba, odkje prihajajo, kje so moje prepričanja. A si kaj bil v stiku s tem? Sem bil zelo v stiku že včeraj, ker sem v bistvu še pol naredil en razpored teh tem. Albert je bil včeraj čist napaljen po najinem javljanju in je naredil koncept za cel teden. Sicer ne vem, kako ga bova oba skupaj skozi speljala, ker tebe 3 dni v bistvu ni, ne? Ampak nič, dajmo danes začeti. Danes je tema prijaznost do sebe. To je pogosto tema, ki jo preskočimo, a ne? Zelo velikokrat vidimo druge, a so prijazni, a niso prijazni. Zelo velikokrat vidimo tudi sebe, a smo do drugih prijazni ali nismo prijazni. In po mojem, da se čist premalkrat vprašamo, kakšen odnos imamo mi sami do sebe. A smo rabelski do sebe, mučitelji, a smo ignorantski do pač vsega, kar čutimo v telesu, a znamo biti prijazni do sebe, pa malo pogledati to, kaj se v našem telesu, pa z našim telesom dogaja. Kaj je to pol sploh prijaznost do sebe? Ja, recimo jaz sebe velikokrat zalotam, da pač nekaj počnem in da pač hočem končati. In pol, ko sem že proti koncu, velikokrat začutim, da me ful tiši lulat. In pač lulat me gotovo tišal že pol ure prej. In pač nisem pozorna na to in pol ko sem že cela napeta od pač tega tiščanja, pa od te potrebe, ki jo imam v telesu, se šele zavedam in še velikokrat, še takrat rečem, saj imam sam še tole. Pom pa šla, recimo to je ena stvar, ki je sigurno povezana s tem, kakšen imam jaz odnos do sebe, a sem prijazna do sebe, ker to je potreba, ki jo je treba opraviti. In načeloma biološko in tudi zdravo je, da gremo pač na stranišče takrat takoj, ko začutimo, da moramo iti na stranišče. Je pa težava v tem, da zaradi tega, ker se ne zavedamo več toliko svojega telesa, ker smo toliko ven iz svojega telesa, ker moramo to, pa moramo uno, pa moramo za tega, pa za unga, da teh potreb, ki so biološke potrebe, velikokrat sploh ne začutimo. Recimo en del je ta. Ja, to je zelo pomemben del, da pravzaprav, če ne znamo biti prijazni do sebe, in kaj zdaj to pomeni, če v bistvu nismo v odnosu z nekimi svojimi, z zavedanjem svojih potreb, to so zelo veliko se da o tem povedati. Ja, ker so različne vrste potreb. Ampak recimo ta prvi nivo nekih fizioloških, telesnih občutkov, recimo, če smo utrujeni, recimo, smo toliko prijazni do sebe, da si dovolimo počitek, ali pa da poskrbimo, da pač naredimo nekaj zase, da si pomagamo počivati, recimo. Ja.
koliko je teh, bom rekel, pritiskov ali pa prepričanj, ja, ne moš, kaj, ne se kar srednjeva uležem, pa ne moš jeti počivati. Pa, ja, če imamo toliko dela. Toliko imam dela, kdo pa naredil namest mene. Ne? Ampak kaj je posledica? Posledica v bistvu nekega takega neprijaznega ali pa ja, kar rabelskega tretiranja samega sebe je, da smo nezadovoljni, da smo utrujeni, prekomerno utrujeni, nerazpoloženi, nemotivirani in potem težko, bom rekel, zberemo prijaznost za druge, ali pa težko sploh se organiziramo. Tako da to je mogoče prvi tak korak. Pri fizioloških potrebah, tako da vas malo spomnim, to je počitek, to je stranišče, to je jaz sem žejna, to je jaz sem lačna, a me zebe, zelo pogosto, to recimo je bila ena tema in ti danes po noč nisi bil preveč prijazen do sebe. Recimo. Ja, dolg časa me je zebel, pa se mi ni dal kaj narediti. A vidite, ko smo leni, a ni grozen, zebe nas in smo, ali pa smo lačni, ali pa in se mi ne da, ali pa se mi ne da jeti po kozarcu vode. To je v bistvu grozen, če tako pomislimo. Skratka, to so občutki, ki jih čuti naše telo, to so fiziološke potrebe. Pol imamo pa še naslednji del, ki so pa čustvene potrebe. In te so pa mečkan, mislim, že te prve so velikokrat jih je težko ugotoviti, te druge je pa še težje ugotoviti. A se jih sploh zavedamo? Ja, a sploh vemo, kaj so? A sploh imamo dovoljenje recimo do izražanja čustev. Veliko je tega zadrževanja jeze, recimo tako zelo klasično. In zdaj vemo, bom rekel, že kar precej o tem, koliko zadržana jeza prispeva pri tudi nastanku nekih bolezni, ki si jih ne želimo. Tako da... Tisti, ki ste delali najin tečaj, oziroma ki ste kupili najin tečaj jeza pri sebi, tam noter je veliko poveva o tem, kaj se z nami znotraj našega telesa dogaja. No, ampak recimo, prav to, nositi recimo ta neizživeta čustva v sebi, ali pa recimo nositi krivdo. To so take, bom rekel, težka bremena, ki kažejo, koliko smo neprijazni do sebe, da v bistvu nič ne naredimo s tem, ker prenašamo v tišini, trpimo, potrpeti recimo ena spet taka klasična, klasični vzorc, klasični obrazec neprijaznosti do sebe. Kaj pa komi užast? Spet prepričanja, to, kar smo že včeraj se pogovarjali. A morate potrpeti, a morate skozi delati, a ste me užasti, ali malo pomislite, zapišite si te stvari, kaj so vam govorili, ko ste, ali pa recimo vas je lulat, tle ne bo šla lulat, ali pa ne vem, ste hoteli nekje na stranišče, pa počak, da domov pridemo, pa tako naprej. Veliko enih zgodb je okrog tega spet. Zdaj tle še eno poglavje, a si dovolimo poskrbeti zase, recimo. Kaj se vem, to so čisto take, ne vem, iti k frizerju, recimo. To znamo. Iti nekam, kar se malo podcrklamo. Privoščiti si nekaj, kar je, kar nam poboža dušo, recimo. Jaz tukaj vidim, mogoče pač boš ti rekel, da preskakujem, pa da to mogoče pa še v jezo v partnerstvu, ali pa, ampak jaz mislim, da to je tudi v bistvu, oziroma v prijaznost v partnerstvu. Jaz vidim to prijaznost do sebe predvsem v tem, ko jaz začutim, da nekaj rabim, recimo tvoj objem, ko govorimo o čustvenih potrebah, imam zdaj na izbiro, da čakam, pa greš ti 50krat mimo mene in pa si mislim, kakšen je,
sploh me ne opaz, čist sem nevidna v tem odnosu, kje sem ga najdla, pač, lahko pa pač vstanem, grem k tebi in rečem, jaz pa zdaj le ful rabim objem. In to jaz razumem kot da poskrbim zase, da pridem in da pač si vzamem na nek način tisto, kar potrebujem. Ja, to je v bistvu neka druga razsežnost, a si jaz dovolim doživeti prijaznost, recimo. Eno je, a jaz se zavedam, kaj rabim, drugo je pa, da mi je to na voljo, a si jaz to vzamem. A jaz to pustim, da pride k meni, recimo. To sta dve različni, bom rekel, ali veščini ali pa dimenziji našega odnosa do sebe. In zakaj to v bistvu tako izpostavljava? A ne mi težko, bom rekel, vemo, kaj drugi rabijo. Mi težko uganemo, ampak jaz še zmeraj sanjam o tem, da boš ti enkrat uganil. Ja, daj, počakaj, no. Hotel sem to reči, da brez tega, da če nimamo mi lastne izkušnje, se pravi izkušnja sam s sabo, to isto pri empatiji. Če jaz nimam empatije do sebe, jaz težko vem, kaj pomeni biti empatičen do drugega. Če jaz ne poznam svojih potreb, če jaz ne vem, kaj jaz rabim, kako jaz rabim, kaj meni paše, kaj mene razveseli, kaj meni poboža dušo, kaj mene pomiri. Pol jaz težko vem, kako je to pri drugem. In zato, pač, kot sva včeraj rekla, prijaznost je nekaj, kar je povezano z zelo veliko področji, kot neka protiutež, jaz bi rekel, splošnega duševnega zdravja. Nekaj, kar nam res, bom rekel, prinaša nekaj dobrega, povezanost, okrepi nas, bolj smo imuni, bolj smo okrepljeni, bolj smo trdni, čvrsti in tako naprej, optimistični, če smo povezani. In ja, jaz pač sem tukaj tega mnenja, da takrat, ko mi znamo zadovoljiti vsaj neki te prijaznosti sami do sebe, ki jo potrebujemo, pazite, ta prijaznost do sebe, to je nekaj, kar ne more nihče od zunaj nadomestiti. To je nekaj, kar nihče namesto nas ne more narediti. To se pravi, ne more nekdo namesto nas spreminjati občutkov, jeti na stranišče, spiti kozarca vode, jeti v gozd na sprehod, recimo, meditirati, se naspati, recimo, ena prijaznost do sebe je tudi prehrana, v bistvu jemo stvari, ki nam pašajo, recimo tukaj je ena točka, ki bi jaz lahko jo veliko pač še izboljšala pri sebi, ali pojemo nekaj na hiter, pač si kuhamo tisto, kar nam paše, tukaj je spet zelo veliko enih. Ali smo prijazni, da si sploh prvošmo, da lahko jemo, recimo. Ali je to vse nekaj spotoma, pa hiter. Nimam časa, pa kdo bo pa kuhal, pa zakaj pa bi mogel, Polno je, a vidite, koliko je tukaj enih stvari, ki jih nihče drug namesto nas ne more narediti. In jaz sem prepričana v to, da ko mi zadovoljimo večino tega, o čemer sva zdaj govorila, ne bomo imeli nobenih težav s prijaznostjo do drugih. Zaradi tega, ker preprosto nam ne manjka nič, nimamo tega občutka, da nam nekaj manjka in nismo zoprni. Zadnjič mi je tudi sosed rekel, jaz, če sem lačen, grizem. Recimo, nismo zoprni, nismo žalostni, nismo zagrenjeni, nismo depresivni. To so vse stvari, ki prav peljejo k nekemu zdravju, k nekemu zdravemu občutku v telesu. Recimo eno področje prijaznosti, ves čas tale odnos do časa, ves čas se nam mudi, ves čas zamujamo, ves čas smo pozni, ves čas smo v neki hektiki. Ali pa obratno, ali pa pač smo mislimo, da bi mogli več narediti, kakor narediti. Ali pa več bi mogli narediti.
Glejte, a smo toliko prijazni, recimo, da bi si vzeli več časa, da bi bolj v miru se lotili, recimo, dneva. Tle se mi zdi tako, da smo tukaj, jaz se spomnim, to je bila dilema. Dalj časa spim, pol bom pa na hiter naredil, ampak v bistvu je bila to samo prevara. Zdaj vem, recimo, da če si pač vzamem ta čas, da seveda moram to že prej misliti, da si ne skrajšam spanja in da sem prijazen do sebe in da si, bom rekel, dam možnost, da dan začnem z nekim notranjim mirom ali pa brez tega pritiska, pozem sem zamudil, vse mi bo ušlo, vse gre narobe, ampak da sem jaz tisti, ki vstopam v dan, je to neka taka, bom rekel, prijazen začetek. In tlele se zdaj jaz, kaj jaz vem, dotikam nekega novega področja. Jaz v bistvu s tem ustvarjam neko vzdušje sam s sabo, v kakšnem vzdušju bom jaz sam s sabo pač preživljal dan, čas, odnose in ali sem tukaj prijazen. Tle mislim, da je tako tipično slovensko, pa mogoče ne samo slovensko, jaz sem na zadnjem mestu, saj jaz bom že. Ali pa če za sebe poskrbiš, je to egoistično. Ampak ja, tlele pač moramo vedeti, da gre za neko ravnotežje. Egoizem je neka druga skrajnost, o kateri zdaj tle ne mislim. Tukaj je spet to, kakšen ste dobili vzorc, kaj ste doma gledali. Recimo, moj vzorc je bil predvsem mami, ampak ker sem punca, sem seveda mamo imela za model. Je bil zame ni, to se pravi, zame ni denarja, zame ni časa. Recimo, mi smo vsi sedeli za mizo pa jedli kosilo, ona je pojedla za pultom ali pa v stoji ali pa ko smo mi že pojedli. Mene so te stvari toliko motile. In še zdaj, recimo, včasih, ko govorim z njo po telefonu, reče, kje pa je Albert, pa rečem, dela, pa ona pa reče, glej, da mu boš nekaj dobrega skuhala, ko bo prišel. In mene to, zaradi tega, ker vem, jaz mu seveda skuham, pa z veseljem mu skuham, ampak ne s tem občutkom, on je pomembnejši, kot sem pomembna jaz. To je pri nas v moji družini bilo zelo prav daleč se je videlo. Tudi pač po izrazu moje mami se je to videlo. Tako da, če bi njo poznali, pa mene bi rekli, odkje se je ta vzela. Ampak jaz sem hvala, recimo, tle je slika trpeče slovenske matere, ki se odreka tako prav lep, bom rekel, lepa ilustracija, a je to prijazno. No, in jaz sem velikrat moji mami rekla, da sem ji zelo hvaležna, ker me je naučila zelo veliko stvari, kako se jih ne dela. Tako da sem ji res zelo hvaležna. Ampak hotela sem z vami eno stvar deliti, recimo, kje se začne prijaznost do sebe, ko se začne dan. In samo eno vprašanje, in to mogoče lahko tudi daste v vašo domačo nalogo, tudi tista vprašanja, ki jih je prej Albert naštel. Kakšne so vaše misli, ko se zbudite? A se jih sploh zavedate? Če zdaj le pomislite, kaj ste danes zjutraj v postelji razmišljali, se spomnite tega? Govorimo o prvih mislih, ki pridejo. Ne ure, čez pol ure že prkaj. Recimo, moje misli so že dolg časa ziher me danes kaj zanimivega čaka. In pa se tako zbudimo, dogodivščine me čakajo. In potem gremo v kopalnico. To je pač moja prva pot zjutraj, ker grem na stranišče in se pogledam v špeglu. Kaj naredite, ko se vidite v špeglu? A se težko gledate? A težko sprejemate svoj jutranji obraz, a se znate sami sebi nasmehniti? A jaz recimo se s humorjem, jaz ponavadi rečem, Marija, danes bo pa trajalo, da sebe naredim človeka, pa se nasmehnem. To so tisti trenutki, ki vam dajo
energijo za cel dan, ali boste cel dan v nekem, kako se temu lepo reče. Naši otroci rečejo, da furaš safar, da si pač skozi nevolen, da skozi loviš čas, da imaš skozi občutek, da nisi neki naredil. V neki naravnanosti. Kaj ni, pa kaj ne bo, pa kako ni mogoče, pa kako se bo, ne vem, kaj je cela drama zgodila. Ali ste v iskanju rešitev, v postavljanju nekih ciljev, ki jih seveda zmorete, ki niso preveliki, ki veste, da vam bojo naredili lep dan, in seveda z izrazom, ki so ga ljudje, ki vas srečajo, veseli, ki rečejo, on je pa res zmer veder, ali pa vedra. Tako se mi zdi, to je lahko naloga, če vam bo dobro dela, se boste sami pri sebi videli, jo lahko seveda uporabljate neskončno krat. Glejte, zjutraj, ko se prvič pogledam v ogledalo, jaz nimam teh, bom rekel, naravnih sposobnosti, kaj je vse prelufta, jaz sem pač tako dol. Jaz moram včasih zato, da, bom rekel, te mišice, jaz te spravim nekam gor, vzamem pripomoček. Zori živja. Neki, zdaj, ne vem, je to ročaj od zobne ščetke ali svinčnik ali kaj, ampak kaj ne? Pa se pa smeja, vidi? In ker to vidim v ogledalo, pol postanem dobre volje in jaz potem, bom rekel, pošljem nek prijazen pogled ali pa nek simpatičen, nekaj podpornega, spodbudnega samemu sebi in to pride od ogledala nazaj. Skratka, ta vaja, zjutraj, lahko samemu sebi dam nekaj prijaznega za to, da si dam neko spodbudo, da pridem v stik z idejo prijaznosti. Jaz moram tole reči, jaz sem toliko vesela, ker vas je toliko, res mene to toliko gane, tako da živijo vsem in rada bi vam samo to povedala, a veste, da je najin video od včeraj imel 6000 dosega in da ga je gledal 2500 ljudi. A veste, kaj to delamo? To bomo naredili cel svet prijazen. Tako da, dajmo, navijajmo za to. Res, ful vam hvala, res vam hvala. Jaz imam v bistvu še eno misel v zvezi s prijaznostjo do sebe. To so, bom rekel, kako ostati prijazen oziroma kako biti prijazen v tem, da življenje ni praznik, ni vsak dan nedelja, ni sam tralala, tralali, na smeh in sreča in tako naprej. Pridejo težke stvari, pridejo stvari, ki nas potolčejo in vsak bo rekel, kako si pa lahko prijazen. Ker jaz mislim, da je prijaznost v takih zadevah do sebe, je to, da ne nosimo vseh bremen sami, da nimamo tega, da moramo vso težo sami, da ne bom obremenjeval drugih, pa se me ne bojo razumeli, pa jaz sam najboljš bom to rešil. Glejte, to meni ni prijazno do sebe. To, da ne zmoremo deliti, to, da v bistvu nimamo ljudi, na katere bi se lahko naslonili. Ali pa da ne zaupamo, da se lahko naslonimo. In, gledajte, to so, deliti recimo neke čustveno bolj intenzivne stvari, ali so to dosežki, ali so to veselja, ali so to žalosti, ali so to razočaranja, ali so to hrepenenja, ali so to sanje. Strahovi, a veste, koliko tega je, in koliko imamo tega, pa se to me ne bojo razumeli, ali pa se to mi bojo favš, pa se zakaj pa bi to, ali pa mi bojo ukradali, ali pa ne vem. In, a veste, vse to nekako, tako se mi zdi, če ostajamo sami, osamljeni v teh intenzivno čustvenih izkušnjah, meni to ni prijazno do sebe. Saj ni, zato ker ostanemo zagrenjeni in to je prav dokazano, da dobre stvari, če delimo dobre stvari, se te stvari kopičijo, rastejo,
tako kot raste ta ideja o prijaznosti. Ja, vidite, če bi jaz doma v posli še zmeraj okala, kako je svet neprijazen, kakšne stvari si pišajo, kako razmišljajo, bi ostali pri tem, ampak pa sem en dan rekla, lej, naredi nekaj, povej ljudem, da ti ni kul, ker je toliko neprijaznosti, naredi nekaj. In sem dobila to idejo o tem maratonu. In to pomeni seveda delo, to pomeni, da se z Albertom ful veliko pogovarjava o tem, da sva mogla narediti koncept, ampak samo na tak način, da deliva tukaj z vami, lahko nekaj spremeniva. In če, ne vem, eden od vas s tem maratonom spremeni svoj način življenja, wow, a razumete, jaz sem za vsakega hvaležna, če sam na enem področju spremenite svoj način življenja, je to že zmaga. Ker, kakor vidite, prijaznost ni samo nasmeh na obrazu in iskrica v očeh, ampak je nekaj, kar mi nosimo znotraj, to je naše občutje. In tega občutja ne moramo kar tako dobiti, kar reči, zdaj se pa jaz tako počutim, moramo za to nekaj narediti. In ja, tako da hvala vam, res vam hvala, ker če ne bi podprli tega projekta, midva verjetno ne bi mogla tle sedeti. Tako da zdaj verjetno, vas vabiva na novo, če imate sami kakšne načine, s katerimi kažete, izkazujete prijaznost do sebe, kakšne svoje vaje, kakšne svoje trike, karkoli zgodbe. To nam vse prav pride, da jih delimo, napišite jih tukaj spodaj. Kaj še, če imate kakšna vprašanja, če se vam kje kaj, bom rekel, dobro poklopi, če vam kaj dobro deluje, dajte to deliti z drugimi, zato da bomo se vzajemno opogumljali in si dajali kar sem jaz hotela reči, je, dajte zbrati pogum, napišite v komentarje kakšno vašo izkušnjo s prijaznostjo do sebe, mogoče kako ste jo premagali, kako ste premagali kakšno, ne vem, preizkušnjo, mogoče a veste, te pregrehe, ki jih kar naprej delamo, mogoče zaradi odnosa, zaradi vzorca niste zmogli, zato ker te zgodbe, vi pojma nimate, koliko to pomaga ljudem. Včasih, ko sva midva še lahko imela delavnice z ljudmi, ker je bilo pač varno, ker ni bilo covida, smo te zgodbe na delavnicah delili in ljudje so bili tako hvaležni. In jaz vem, da napisati zgodbo na socialno omrežje ni preprosto. Jaz se tega zavedam in vem pa, da so zgodbe različne, da kakšne so take, ki jih lahko delimo, kakšne pa pač ne moramo deliti. In vam bom res hvaležna, če ustvarimo nek tak krog tega, da pomagamo v bistvu svojo zgodbo nekomu drugmu, je to zelo dragoceno. In to je en del, ki bo sigurno tudi prinesel nam, neko darilo, ker veste, zmeraj nekaj damo, naredimo vse v prostor, zato da nekaj sprejmemo in to je božansko in drugim boste s tem zelo, zelo veliko pomagali. Zdaj pa jutri, da še povem, jutri bova tudi imela live, ampak ga ne bova imela v 5, zaradi tega, ker je enako lepo vreme napovedano kot danes. In jaz vem, da imate vi otročke in da imate partnerje in da imate sami sebe in da morate nujno hoditi po soncu, dokler še je. Ob 5 sonce, tako da bova imela, jaz bi imela jutri ob 6:30, še en live, čez teden vam bova pa spet naprej povedala, kako bo, ker imava tudi veliko službe popoldan, ampak jutri ob 6:30, a boš ti povedal, kaj bomo imeli? Ja, jutri bomo imeli prijaznost do naših najbližjih, skratka do našega partnerja. Kar danes bom ratala že prijazna do tebe. Ja, to se treba že kar pripraviti, zdaj kar preklopite, jutri, tako da ne boste, bom rekel, prišli čist pokregani, pa to morate biti jutri čist prijazni, in boste videli, če se bo obneslo. Potem bomo pa nadaljevali s prijaznostjo do otrok v ponedeljek in potem bomo šli na prijaznost do prijateljev. Tukaj se bomo marsikaj naučili. Na to tudi do sodelavcev, do širših sorodnikov in pol na koncu prijaznost do okolice, do družine, do lokalnega okolja, do skupnosti. Do narave.
In v petek bova odgovarjala na vprašanje. Ja, to sem hotela še reči. Včeraj, ko Albert k meni pride in reče, ti napoveduješ 7-dnevni maraton od petka do petka. In jaz, ja, vse to je 7 dni. No, in potem mi je on dokazal, da je to 8 dni. Tako da ta maraton bo trajal 8 dni, jaz sem vas malo nahecala, ampak sva se odločila, da 8. dan, to se pravi v petek, bova odgovarjala na vaše vprašanja. Tako da vprašanja pišite od spodaj. Bojan, če je lažje pisati v angleščini, lahko Absolutno. Napišeš zgodbo v angleščini, v čemarkoli lahko napišete zgodbo. Ja, zdaj pač. Lej, jo pač ne bomo razumeli, ampak ven bo pa dana. Ja. No, ampak kar hočem reči, je 8. dan bova odgovarjala na vprašanja in prosim, pišite vprašanja, zato da bova imela zabaven petkov večer z vami. Jaz jih bom lepo izpisala, pišite jih od spodaj pod videe, ne jih pisati zdaj karko, kamor vam na misel pride, zaradi tega, ker pač jaz velikrat tudi polke izfalim. Pišite jih pod videe. Zgodbo pa napišite o tem, kako lahko, kakršnokoli zgodbo o prijaznosti, skratka, o kakšnem vašem vzorcu, ki ste ga premagali, o tem, ki je bil kdo drug do vas prijazen, o tem, ki ste vi bili, da vas je kdo nagrdo, pa ste pač vi bili nazaj prijazni. In mogoče tukaj vam še povem ta komentar, ki je bil, da jaz imam tako sliko na reklami za maraton prijaznosti, in ta slika je zmotila nekatere ljudi, tako kao, da jaz kažem sredinca in to ni prijazno. In meni sredinc in poljub na sredincu pomeni to, da jaz znam nekomu, ki me, takole, s prijaznostjo, poljub je simbol prijaznosti, se odzvati nazaj. Zaradi tega sem dala gor takšno sliko, da bi pač vas priklicala, da bi vam bilo zanimivo, da bi pogledali. Točno to sem hotela. In jaz sem dolg časa, mislim, da je 3 leta na tem nohtu imela slikco narisano. In pol, kadar je Albert bil neprijazen do mene, pa sem imela gor recimo narisanega medvedka, pa sem mu tako rekla, lej, medvedek te gleda. In s tem sem nekako na prijazen način sporočila, ne boš. Ja, zdaj, veste, če je sprejemnik, bom rekel, dost uglašen s tem sporočilom, pol to sporočilo pride na prijazen način. Lahko pa seveda taka, bom rekel, taka komunikacija sproži ravno nasprotno, tako da to ni recept. Ne, to ni recept, seveda ne, ampak jaz vam to govorim o sebi. Skratka, moj namen je bil prijazen, je bil pa točno tako, Kalenja, ti praviš, jaz zelo rada provociram, zato da vam v bistvu pomagam pogledati čez ograjo. Da pač vidite z širše perspektive, ker to nam je tudi meni, tam, ki imam jaz zelo trdna prepričanja. Mene je zelo težko nekdo drug prepriča, da bom jaz ta prepričanja spustila. Moram priti sama do tega, da me ovirajo ali pa da niso zdrave ali pa karkoli. Moram reči, da imaš zanimivo logiko. Teden ima 7 dni. In če je maraton teden prijaznosti, to 7-krat. Od petka do petka. Pol greš pa štet, je pa 8 dni. En dan sem zmagala. Življenje mi je pa darilo en dan, ni dobro. Tako da, evo, za danes tole, jaz vam pošiljam 1.000.000 ton prijaznosti in ljubčke in naloga, pa a veste, kaj je naloga? A ste že pozabili? Ja, ogledalo. Ogledalo in jaz v ogledalo in pošiljam prijaznost v ogledalo in boh ve, kaj bo prišlo nazaj. Ja. Skratka, kako začnete jutra, zavedanje tega, kaj se v vas dogaja. In na začetku je Albert povedal ene 5 vprašanj o naši naravnanosti do naših potreb, ki so fiziološke in čustvene. Odgovorite si na ta vprašanja. Kako vi poskrbite zase? Zdaj tako, to je prvi del tega, kar mi pravzaprav rabimo za prijaznost. Želim si, da bi mene drugi tako obravnavali kot, oziroma
kako je že to, ne Delaj z mano tako, kot si želiš, da bi delali s tabo. Da bi z mano delali. Ne? Ampak moram najprej vedeti, kako si jaz sploh želim, da bi delali z mano. Ja. In to je prvi del te vaje. Ja. Super, Bojan, hvala. Tudi mi dva imava vas rada vse, zato sva tukaj, zato delava tale maraton, rada imava ljudi, rada imava svet, zemljo in moramo se povezovati. Tako da se vidimo spet jutri ob 6:30 zvečer. Čau, čau! Čau!